Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o delovanju hipofize, epifize in o prvih dveh čakrah. Dobila sem vprašanje strani ene gospodične in sicer pravi, da od 3. leta naprej ima težave z epileptičnimi napadi. No in dejstvo je, da kar jaz delam s strankami, sem prišla do zaključka, da te težke zadeve so vedno povezane s tem, da nekako ne želimo vedeti resnico. In da pride dobesedno kratki stik noter v naših možganih, ker enostavno je toliko boleča ta resnica, da je bolj pameten ali pa bolj enostavno okrog past. In zdaj, če gledamo, preverite z mišičnim testom, to sem vas že učila, če imate mogoče težave z hipofizo, če imate težave z epifizo in zdaj kako veste, da imate lahko tudi težave s tem dvema žlezama. Ena stvar je, da se zelo hitro starate, ker te dve žlezi vplivata pač na proces staranja. Druga zadeva je povezana s tem, da se vam vrti v glavi. Tretja je epileptični napadi. Četrta vpliva na to, da ne najdete ta pravih besed, da enostavno tisti, ki spremljate moj kanal, veste, da je pol leta nazaj sem imela kar velike težave s tem, da nekako povezovanje besed in tako naprej. In to je točno blokada na hipofizi. Hipofizi, ja, točno, tretje oko. In ja, pospešeno delam na tem. Dejstvo je, ko začnemo izvajati zdravilno molitev dekodiranja za čiščenje vseh blokad čez hipofizo, se začnemo pomlajevati. Enostavno začnemo žareti v drugačni luči. Potem, ko začnemo delati zdravilno molitev dekodiranja za čiščenje vseh blokad čez epifizo, se poveča pretok preko kronske čakre in dejansko pride naenkrat ogromna količina te božje pomlajevalne svetlobe v nas in dejstvo je, da celo telo se začne pomlajevati. Sploh epifiza, se pravi češerika po naše. Češerika je povezava med umom, se pravi možgani, povezava med srcem in povezava med duhom. Dobesedno je to nekakšen taka sveti trikotnik, ki vse skupaj drži. In takrat, ko imamo mi, ko smo ločeni, ko ne želimo poslušati svojega duha, kje se pokaže blokada? Seveda na teh žlezah v možganih. Zato je tako pomembno, dajte si priznati resnico. Kdor ne zmore videti resnice, ki je samo na fizičnem nivoju pozna, pač ne more videti oči. Kdor ne želi videti resnico, ga bo začel dušiti, ker sedež duše je tukaj na prsih in duša se želi izražati skozi nas. In ker se želi izražati in mi ne želimo delovati, nas to zaduši. Zato za vse tiste, ki imate težave s tem, da vidite, da nekaj ni v redu, dajte začeti delati na prepoznavanju dušnih pogodb, na prepoznavanju podzavestnih programov. Močno, res toplo vam priporočam, vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur in začnite po njej delati. Sovražim duhovnike. Dejstvo je, da skozi cerkev je ogromno zlorabe. Dejstvo je, da enkrat sem z eno gospo govorila, je rekla, ja, mi smo dobili enega fejst župnika, ampak ko sem ga pogledala, sem takoj vedela, wow, ta je pedofil. In se je na koncu izkazalo, da točno to je. In poglejte, tega je ogromno. In zdajle je čas, ko se razkrivajo resnice. Čas, ko prihaja na plan resnica. In gre se za to, da upajte živeti svojo resnico. In če vi čutite v sebi noter, da je nekaj resnica, niste preobčutljivi. Ne, to dekle mi je napisalo. Namreč sem zelo čustvena oseba in se me marsikaj dotakne. Sicer veliko delam na sebi, zakaj, da ne bi bila tako občutljiva, prav je, da se te dotakne. In poglejte, ljudje, ki so na en način nas zlorabljajo, ne bojo vedno povedali, ti si preobčutljiva, pa daj ti pa tvoje fantazije, ti pa tvoja osebna rast, ti pa tvoje babe, ki jih poslušaš. Zaupajte si.
živite svojo resnico. Izražajte svojo resnico. In vam povem, da ko boste vi začeli izražati svojo resnico, jaz kar vidim, tako kot se vam bi mati Gaja priklonila in rekla, spoštujem te zato, ker upaš živeti svojo resnico in te bom podprla pri vsem, kar delaš. Pri materialnem preživetju, ker mati Gaja, ona nas hrani. Prikloni se nam vse stvarstvo in angeli nam odpirajo poti tudi tam, ker mogoče se je videti, da enostavno ni poti. Dobesedno, ko upamo živeti svojo resnico, se nam prikloni življenje. Jaz vam ne morem povedati, kako se občutam vedno bolj to našo, kako smo veličastni. In vsi tisti, ki imate psihične težave, vsi tisti, ki imate kakršnekoli težave, epileptične napade, pomeni, da imate blokirane žleze v možganih, hipofizo in epifizo. Povezani sta te dve žlezi z osnovnimi zadevami v prvi in drugi čakri. Se pravi, nekdo ali vas je po eni strani oče, ki vam ne da podpore ali pa celo zlorabi, v tem primeru vam poreže korenine. Moški, ki recimo zlorabi deklico, pomeni, da ji poreže korenine. In ženske, ki niste bile ljubljene strani mame, nimate kril, imate zvezana krila tukaj čez srčno čakro. Zdaj pa glejte, ne bomo zdaj kričali na svoje starše, ampak se jim bomo zahvalili za dar življenja. Ker preko njih smo tukaj, ker lahko bi se, glejte, vsak ima svobodno voljo. Nekoč mi je rekla ena gospa, je rekla, veš, moja mami, ko je zanosila, je temu fantu povedala, da je noseča in je rekel, ta otrok ni moj. In je bila že v porodnišnici, oziroma, a je to porodnišnica, če delajo splave, v bolnici, naročena za splav, to je splaviščnica, ne pa porodnišnica. Halo? To je morišče, ne pa porodnišnica. Halo? In poglejte, ona je bila tam in se je v zadnjem trenutku premislila. In seveda ta gospa je imela precejšno doto v življenju, da je to predelala, to stabilnost, da je uravnala moški pol v sebi, ženski pol in da je uravnovešena in da lahko živi svoje poslanstvo in ga živi. In je rekla, jaz vsako jutro jokam od sreče, ker sem tako hvaležna, da sem se rodila, da me je rodila moja mami. In njena mami je predelala raka na maternici oziroma na ustju maternice. Zakaj? Zato, ker je doživela zlorabo, ker je bila zlorabljena kot majhen otrok in potem je ta občutek, da je umazana, se dobesedno zakodiral na njeno dušo. In nekoč sem govorila z eno gospo, ki ima občutek, da je tako močno umazana, da se ne more oprati in je povezan s spolno zlorabo. In zato poglejte, če imate občutek, da nekdo pleni vašo energijo, verjemite, plenijo. No in prav ta gospa, ki jo je mama rodila, ki bi morala iti na splav, je rekla, zakaj zlorabijo nedolžno bitje? Zakaj toliko zlorab, spolnih zlorab? Je rekla, nedolžnosti se polastijo. To nedolžno bitje ubijajo. In potem je govorila naprej, je rekla, veš, me ljudje vprašajo, kako je življenje v 5. dimenziji. Rekla, veš, mi rečejo, ti živiš v 5. dimenziji. Je rekla, pa lej, poglej vse otroke, oni živijo v višjih dimenzijah. Oni so angelčki na zemlji, oni so čista svetloba. In Jezus je rekel, blagor njim, ki so kakor otroci, ker njih je nebeško kraljestvo. Dobesedno, lejte, mi čistimo to zlorabo z celičnega nivoja. In zdaj, ko več poslušam Krajona na internetu, na YouTubu, on pravi, da je naše svetlobno telo 8 metrov okrog nas. Se pravi, 4 metre tja, 4 metre tja, 8 metrov je tega mojega svetlobnega telesa in tukaj noter je popoln zapis. In sem rekel, wow,
prejšnji dan poslušam in mojim otrokom rečem, lekva poslušam o energijskem zapisu, poslušam o DNK duše, poslušam o tem, kako imamo energijski zapis, ki se prepleta 8 metrov okrog nas. To je to. To je DNK, energijski zapis, ki ga imamo v hebrejščini Markaba, svetlobno telo. In tam je vse zapisano. Zapisani so vsi zapisi preteklih življenj, zapisana so vsa čustva in ta mehurček energije nesemo v večnost in ga prenesemo s sabo. In dejstvo je, da tisti občutki, ki jih moramo, mi imamo popoln vtis v svoji primarni družini, to, kar se je duša zadala, da bo predelala. Ampak verjemite mi, niste zapečateni. Vse imate moč. Jaz vam res polagam na srce, če imate veliko težav, dajte vsak dan 1 uro posvetiti temu, da boste molili in meditirali. Če imate še več težav, delajte to 1,5 ure. In boste vprašali, Minka, ti to delaš? Ja, delam. Kje imaš pa čas? Imam ga. 24 ur na dan. In če je to način, da počistim mojo karmo, glejte, to 2 uri bi delala. Zdaj pa kaj molim? Ena stvar je zdravilna molitev dekodiranja. In lahko greste po vrsti, po knjigi, ko imajo duše žur, in greste čist po vrsti. Jezna sem na očeta, jezna sem na mamo. Strah me je postaviti meje, strah me je, da bi se razvedela resnica. Strah me je, da bom zbolela za rakom. Potrebo imam po samoobtoževanju, po samo žrtvovanju in tako naprej. Tukaj noter imate čudežno moč molitve. Oče naš, očka moj, ki si v mojem srcu, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k meni tvoje bogastvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Hvala ti za moj vsakdanji kruh in odpusti mi moje dolge, kakor tudi jaz odpuščam svojim dolžnikom, in pripelji me k rešitvi, da se rešim vsega hudega. Amen. Tako je. To je na strani 241. To molim. Da se rešim vsega hudega. Amen. In glejte, verjemite mi, da imate vse moč. Danes sem govorila z mojo drago prijateljico Dobrilo, mojo računovodkinjo, in se nisva videla nekaj mesecev, pa prav, joj, kaj je s tabo? Sem rekla, molim. Rekla, ti se spomladila. Ja. In dajte vhod vaše hiše blagosloviti, prešpricati in ne dovolite, ko začutite, da nekdo pleni vašo energijo, rečete dovolj. Zadnjič je prišel en moški prasec po knjigo. Pride na vrata in, ker se poznamo, vošči novo leto. In tako je tisto objem. In ja, ni problem, se jaz objemam ljudi in mi je hotel poljubne usta. Opa, halo, kaj sva midva? In ko se obrnem, me prime za rit. In sem se obrnila in se rekla, veste kaj, tole pa predaleč. Se rekla, zdaj vas opozorim naslednjo, pa se ne vem, ga tikam. Se rekla, samo še eno okrog glave boste dobil. Prav tisto, ta prasec lahko pride samo še do vhodnih vrat. Ker, veste, hoče mojo energijo, ne, nje ne dam. Prav na spolno energijo. Glejte, ne dovoljevati, da kdorkoli pleni vašo energijo. Zdaj pa še vedno podarjam kristalčke. Zdaj je polna luna. Kristale, kako jih pravilno čistiti? Ja, dim. Ja, ogenj. Ja, voda. Ampak ena zmota je na polni luni. Najmočnejše orodje za čiščenje česarkoli, kar imate zaščistiti, kristalov sploh, ker kristali nosijo informacije, date, postavite 3 sveče, rdeče sveče v trikotnik in pustite ta predmet 1 uro med temi 3 svečami.
To mi je povedala ena modra gospa, ki jo absolutno zaupam. In naredite tako, boste videli, ne? Luna pripada temi. In na temo se ne fila nič. Veste, da luna premika morja, pa še kaj. In če že kaj polnite, polnite na sonce. Sončna svetloba je ta, ki nam daje življenje. Tako da v glavnem, niti ne vem, če sem danes povedala bistvo tega, ampak kar vam želim povedati je to. Zaupajte svojim občutkom, zaupajte svoji intuiciji. In če imate težave z vrtoglavico, epileptičnimi napadi, depresijo, pomeni, da ste popolnoma razštelani, da si ne zaupate in da je za začetek dovolj ali pa prvi korak, da počistite, se pravi, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem, da sebi ne smem zaupati. To je dušna zaobljuba. Ko boste delali po knjigi, ko imajo duše žur, boste prišli, sovražim cerkev. Mogoče tudi to. Mogoče vas je cerkev kastrirala. Mogoče boste prišli, sovražim dušo moje mame. Lahko. Mogoče vas je mama kastrirala. Mogoče vas je oče vam je porezal te korenine in zaradi tega ne morete rasti naprej. Mogoče imate v svoji podzavesti potrebo po zlorabi. Glejte, delajte na sebi in danes sem govorila z eno gospo, ki se ji res dogaja in je rekla, joj, rabim nekoga, kam bi šla, kaj bi naredila, ker se ji kotalijo problemi že leta. Sem rekla, začni meditirati. Kako pa kaj? Ja, zdravilna molitev dekodiranja in začni moliti Oče naš. Tudi angel varuh je molitev, ki je absolutno pozitivna. Niti ene negativne besede nima. Glejte, molitev dela čudeže, ampak jih res. In kaj naj vam rečem? Ko ste vi napolnili to svojo celično energijo z molitvijo, se boste pomladili. A ja, seveda, fizično poskrbite, da boste imeli dovolj cinka, magnezija in silicija, da počiste vso nesnago tukaj gor v teh čakrah, v žlezah, da začne dobro delovati elektromagnetno polje, pa ste zmagali. Boste videli, vse imate to moč, če boste pri meni naročali, a ja, seveda, če boste pri meni naročali, koda za popust je zdravje, vzamete za možgane formulo 4, ker je noter dovolj B vitamina, cink, bakar, selen, vzamete omega 3, da nahranite mielinsko ovojnico, vzamete cink, ker ima cink vsebuje zraven še silicij, in vzamete kalcij, magnezij pa D3 vitamin, ker to pa rabite magnezij za povezave, za prenos signalov, za čiščenje žlez in potrebujete kalcij za ovoj, za mielinsko ovojnico, da vam nehajo možgani prebijati. Jaz upam, da sem vam prav povedala, moja spletna stran, mislim ne tako, da ste razumeli, prav sem vam sigurno povedala. V glavnem, informacije najdete več na spletni strani srečnoživljenje.com in spletna trgovina srečnoživljenje.si. Tam imate tudi kodo za popust zdravje. Tako da v glavnem uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež lepega. Stvari se dogajajo z astronomsko hitrostjo. In dejstvo je, da bolj kot bomo v svojem centru, manj nas bo ta tornado nosil okrog sebe, ker nas ne more, ker tornado v sredini noter, tam je popolni mir. In to, ko boste to živeli, se lahko dogaja karkoli, vi ste v miru in se vas ne more nič dotakati. Še eno sporočilo, kar prehodu na novo dobo, da vidim. Stvarstvo, vodniki. Za vse tiste, ki delate premike v svojem življenju in ta trenutek rabite pomoč pri delovanju vaše hipofize in epifize, da boste lažje občutili Božje vodstvo. Kaj je tisto, kar je za vas ta trenutek pomembno, da boste lažje v stiku z resnico? 3 sporočila bom potegnila in sicer nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred vami, pred menoj je novo obdobje.
Tale karta je močna. A veste, kako je močna tale karta? 36. Vam preberem. Jaz. In date svoje ime. Jaz bom dala. Jaz, Minka, sem več, kot se zdi. In vi rečete, jaz, kakorkoli vam je ime, sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta, v meni se pretaka mogočna sila. Sedaj se prepuščam toku življenja. Milina in dovoljujem si čutiti svoje resnična čustva. Dovolite si. Dovolite si. In če globoko vse veste, da nekdo se hrani z vašo energijo, ja, hrani se. Kako boste to počistili? Lejte, lahko vzamete zlate škarje in te zlate škarje vzamete preko pupkovne čakre, enostavno prerežete in prosite nad angela Mihaela in Rafaela, da vzameta božji sesalec in posesata to in odneseta stran. Tega vi ne rabite. Druga stvar, rabite vhod posoliti. Rabite posoliti čevlje, rabite povsod, kjer je možno, dajte sol. Začnite uporabljati blagoslovljeno vodo. Dobite v vseh cerkvah. In dejstvo je, da čas je, da pokličete na pomoč vijolični žarek in v nebovzete mojstre. Saint Germain je tukaj, da vam pomaga. Energija Jezusa Kristusa je tukaj, da vam pomaga. In potem imate tukaj milina, v svojem srcu nosim milino, ki se izraža preko mojih oči in obraza. Cela moja bit izraža milino. In ena je milina, drugo pa je dovoljevati, da se nekdo hrani. Zdaj pa pogledajte. Milina je stanje duha. Milina je blagost do sebe in do sveta. To je ženska moč. Moč, ki ni v agresiji, pač pa v ljubezni. Moč, ki se ji nič ne more upreti. Milina je srčna nežnost in sprejemanje. To je angelska energija, ki se na zemljo steka preko žensk in otrok. Jaz sem milina. In zaupajte si. Eno je, da ste mili, ampak po drugi pol te miline je pa odločnost. Ko nekdo na kakršen koli način prekorači vaše meje, mu morate jasno povedati, da se tako z vami ne dela. To je pa drugi pol miline, ki je pa ta močna ženska energija in zaupajte si. Verjemite, stvarstvo je tukaj in vam pomaga. Samo zaupati morate, da imate v sebi vso možno božansko podporo, v sebi imate moč. Tako da uživajte in naj vam pri vsem, kar delate, spremlja Božji blagoslov.